NOB je oznaka za slovensko književnost, kakršna se je razvila v tesnem stiku z narodno-osvobodilnim gibanjem. Slovenski kulturniki so bili povezani preko Osvobodilne fronte. Nekaj pomembnih dejstev. Leta 1941 je znotraj Osvobodilne fronte sprejet sklep o kulturnem molku. Nemški okupator je namreč na Štajerskem in Gorenjskem prepovedal vsako kulturno delovanje v slovenščini, medtem ko je italijanski okupator dovoljeval delovanje slovenskim kulturnikom pod pogojem, da se prilagodijo fašističnemu duhu in sprejmajo italijansko cenzuro. Posledice. Osvobodilna fronta je bojkotirala vse okupatorjeve kulturne prireditve, slovenski kulturniki pa so se odpovedali vsakemu javnemu delovanju, torej izdajanju knjig in revij, javnim nastopom, pisanju tuje publikacije. Slovenski kulturniki so organizirali ilegalne kulturne akcije, tiskali pesniške zbirke, literarne revije, glasila, deloval je radio Kričač, organizirali so mitinge, uprizarjali so drame na osvobojenih ozemljih, prirejali so recitale, tiskali so časopise, propagandno gradivo, vojaški tisk, leposlovne knjige, v katerih so objavljali pesmi, drame, prozo. Literarne vrste in zvrsti, ki so se razvijale v tem času. Književnost NOB ali narodno-osvobodilnega boja so ustvarjali pisci, ki so odšli na osvobojeno ozemlje in živeli v partizanskih enotah. Glavna vrsta slovstva v NOB je bila lirika, pisali so predvsem partizanske pesmi, od pripovedništva pa se uveljavila samo krajša proza, črtica in novela. Partizansko gledališče je dajalo več možnosti za razvoj dramatike. Ta se je izoblikovala predvsem v smeri skečev in enodejank. V tem času so se začele spet uveljavljati ljudske pesmi, ki so oživile tradicijo ljudskega pesništva. In kdo so partizanski pesniki? To so pretežno samorastniki, torej nešolani posamezniki. Sem spadajo tudi mladi pesniki, kot na primer Minati, ali pa starejši, že priznani pesniki iz prejšnjih obdobij, kot je na primer Župančič. Veliko pa je tudi anonimnih pesnikov, katerih pesmi danes poznamo kot ljudske pesmi. Tematika, ki so jo izražali v pesmih, je predvsem tematika upora, trpljenja, tovarištva, revolucionarne zavesti, ljubezni do domovine, dekleta, doma, družine. Prevladujoča ideja v besedilih narodno-osvobodilnega boja je vera v zmago, duhovno moč in bojevitost slovenskega ljudstva. Slog besedil narodno-osvobodilnega boja je pripovedni, jasen in razumljiv. Predstavniki, ki so ustvarjali v letih 1941 do 1945, pa so Karel Destovnik-Kajuh, Matej Bor, France Balantič, Edvard Kocbek, Ivan Minati, Cene Vipotnik, Lojze Krakar in drugi.